Direktor Novomeškega zavoda za zdravstveno varstvo Dušan Harlander se s predlogom ne strinja. Razlogi za nestrinjanje so tako poslovne kot strokovne narave. Nikakor pa ne gre za to, da bi se direktorji borili za svoje stolčke, poudarja. Jaz kot zdravnik specialist bom več zaslužil, če bom delal kot zdravnik specialist, kot tukaj, kot sem zdaj direktor. Tako da, vekoliko sem jaz problem, ali pa mislim, da lahko za vse svoje kolege to rečem, se lahko zamenjamo. Nameravana reorganizacija ni skladna s cilji vlade na področju zdravstvene reforme, je prepričan Harlander. Glavna cilja sta povečanje avtonomije in odgovornost menedžmenta v zdravstvu, a predlagano združevanje vodi v centralizacijo, je prepričan. Potem naj bi se znižala obremenitev zdravstvenega sistema. Seveda se ne bo znižala. Tam v predlogu so zapisali, da naj bi bil letni prihranek 1,5 milijona evrov. Poglejte, predlagatelji nimajo za temi številkami nobene ekonomske analize. Pojavljajo se tudi vprašanja, kako bo z reorganizacijo zaposlenih. V kratkem pisnem odgovoru z Ministrstva za zdravje sporočajo, da o odpuščanju v okviru reorganizacije ne razmišljajo. Zagotovo pa bo treba določiti delovne naloge zaposlenih v obeh javnih zavodih in njihove pristojnosti, so zapisali. Na Inštitutu za varovanje zdravja pa predvideno združitev vidijo kot korak v pravo smer. Saj gre po našem mnenju za racionalnejšo organiziranost dejavnosti ob doseganju maksimalne koristi in zadovoljstva uporabnikov. Posebej smo veseli predloga 2 nacionalnih inštitutov, torej 2 javnih zavodov, ki bi izvajala javno službo na tem področju. Seljakova obenem zavrača namigovanja, da namera o povezovanju poteka zaradi sanacije negativnega poslovanja Inštituta za varovanje zdravja. Saj bi sanacijo lahko zagotovili že s tem, da bi upoštevali sedanje predpise glede delitve dela na območni in nacionalni ravni. Je pa vprašanje, ali bi bilo po 20 letih, ko se to ni upoštevalo, sedaj smiselno to urejati na tak način. Zdaj je na potezi Državni zbor. Vlada je namreč na zadnji redni seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti ter ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.